Ja, letošnje leto obeležujemo 20. obletnico poletja v Celju, tako da to tromesečno dogajanje ponuja izredno pester in bogat program. Že uveljavljenim prejšnjim lokacijam, kot je Mestna plaža, Vodni stolp, trg pred mestnim kinom Metropol, se pridružujejo tudi nove lokacije, in sicer Glavni trg, kjer bo poudarek predvsem na naši najmlajši publiki. Tam bodo v začetku junija nameščena zanimiva igrala in pa seveda bomo to dogajanje popestrili z otroškimi delavnicami. Na Knežji trg bo ponujal koncerte klasične glasbe. Kot sem rekla, zanimivo bo tudi dogajanje na Mestnem trgu pred kinom Metropol. In pa seveda nekako uravnoteženje dogajanja tudi na prekrasni lokaciji Starega gradu Celje, kjer bo tudi letos izveden, lahko rečem, celjski mjuzik, premiera Veronika Deseniška, in pa seveda bo doživela kar nekaj ponovitev. Mogoče bi še omenila, da je otvoritev poletja v Celju 18. junija, čeprav se same prireditve začnejo že kar nekaj časa prej. 18. junija delamo otvoritev poletja v Celju na poletno muzejsko noč. Takrat ponuja mesto zelo pestro dogajanje. V začetku junija, se pravi 9., 10., 11. izvajamo prireditev Dobimo se v mestu, ki je mogoče neka takšna večja prireditev. Zaključujemo pa z dvodnevno srednjeveško prireditvijo Dežela celjska vabi. Petkovo dogajanje bo v samem mestnem jedru, sobotno dogajanje pa na Starem gradu. Omenila bi še 3 komercialne koncerte na Starem gradu. To je koncert Dubioze 17.6., potem v mesecu juniju prihaja Magnifico in pa avgusta Klapa in Trade. Seveda je pa tudi pester nabor ostalih dogodkov, od plesnih večerov do manjših koncertov srednjeveškega kabareja. Ti manjši dogodki bodo brezplačni na Starem gradu, kot sem pa že omenila, prejšnji 3 koncerti so pa plačljivi. In pa seveda tudi pestro dogajanje v samem mestnem jedru. Prihaja noviteta, ki mislim, da bo za Celjane zanimiva. To so omare Stare šare. Konec junija, začetek julija, in pa nadaljujemo tudi sodelovanje z mednarodnim uličnim festivalom Ana Desetnica.